Z današnjo slovesnostjo zaključujemo uspešne konjiške dneve, ki so letos kot celota obarvani s častitljivo 870-letnico prve pisne omembe konic. Praznovati smo začeli 10. junija. Za nami so vsebinsko bogati in uspešni dnevi, dnevi velikih dogodkov, velikih zgodb za našo občino. Skupaj smo praznovali z najmlajšimi, pohvalili, nagradili najuspešnejše učence in dijake, odprli nove pridobitve, praznovali dan državnosti in 25 let samostojnosti Slovenije, organizirali kulturne prireditve, koncerte, športna tekmovanja, namenjali dneve podjetnikom, čebelarjem, vinogradnikom, zeliščarjem, ter so v tem družili in veselili. In prav danes, ko naša občina praznuje občinski praznik, je bila v dvorcu Trebnik uradno predstavljena monografija z naslovom Konice 870 let prve pisne omembe, ki jo je uredila magistrica Aleksandra Goldin. 870-letni jubilej našega kraja je povezan z listino angleškega patriarha Pelegrina iz leta 1146, ko se omenja desetina v koniški župniji. Po doslej znanih in ohranjenih virih se naše konice prvič omenjajo v pisnih virih kot Konvic. Oblika imena za kraj se je skozi stoletja spreminjala, iz vseh poimenovanj pa se je postopoma izoblikovalo slovensko ime Konice. Imena bi bilo povezano s konji, ki jih je bilo v našem kraju veliko zaradi prometne ceste, ki je vodila tudi mimo. Nekatere razlage pa ime Konice povezujejo z značilno obliko Koniške gore, ki naj bi spominjala na konja. Dame in gospodje, pozdravnim besedam ob osrednji slovesnosti počastitev 870-letnice Konic vabim gospoda Mirana Korinška, župana občine Slovenske Konice. Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, predstavniki prijateljskih mest, gospe in gospodje, občanke in občani. Zbrali smo se, da slovesno proslavimo naš občinski praznik. In ob praznovanju smo ponosni na naše skupne dosežke, na skupno vizijo celotne občine. Na vse, kar smo v zadnjem obdobju ustvarili za to, da bi bilo življenje v naših krajih lepše, lažje, predvsem pa prijazno do vseh. Ponosni smo na našo lokalno skupnost in na to, kar smo. Iznajdljivi, vztrajni prebivalci te lepe krajine med Pohorjem in Koniško goro. In vsi skupaj smo upravičeni ponosni na pomnike zgodovine iz naših krajev, na dosežke naših prednikov, predvsem pa na prijazne prebivalce, ki prebivajo v tem čudovitem okolju. Kdo bi vedel, koliko mest in naselij je razporejeno na vseh 5 celinah našega planeta? Zelo različnih, velikih, majhnih, urejenih, prijaznih ljudi. In praviloma so predstave vsakega posameznika, da je domači kraj najlepši na svetu. Tu imamo dom, družino, kar predstavlja tudi osnovno celico naše družbe. Torej smo domovina, država, občina in tudi dom, mi sami in naši najbližji. In po tej logiki je od nas samih odvisno, kakšno je in kakšno bo naše počutje doma in v družbi. Ko pogledam tudi letos, so med nami posamezniki in skupine, katerih trud, prizadevanje, njihovo uspešno delo v lokalni skupnosti je bilo opaženo. Vsak na svojem področju ste se še posebej izkazali. In moja želja v imenu vseh občank in občanov je, da bodo priznanja izraz hvaležnosti, našega hvaležnosti in spoštovanja, predvsem pa naj bodo spodbuda vašemu prihodnjemu delu in pa zahvala za pomemben prispevek
k napredku in dvigu kakovosti življenja v našem prostoru in ne nazadnje tudi pri promociji naših krajev po svetu. Spoštovani dobitniki občinskih priznanj in nagrade, moje iskrene čestitke v tej priložnosti in kot je bilo že rečeno, je danes med nami tudi nekaj takšnih, ki praznujejo svoj osebni praznik, svoj rojstni dan. Tudi vam prisrčne čestitke in želja, da bi bili vedno srečni, zdravi, uspešni, predvsem pa, da bi bili vedno dobre volje in ponosni na to, na svojo lokalno skupnost, da imate isti dan praznik, kot je tudi praznik občine. Vsem občankam in občanom iskreno čestitam ob občinskem prazniku, ob minulem dnevu državnosti pa izrekam vsem tudi iskrene čestitke. Spoštovani, izjemno veselje mi je, da lahko k slavnostnemu nagovoru ob prazniku naše občine povabim predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja. Spoštovani gospod župan, gospod poslanec, oba častna občana, župani sosednjih in prijateljskih občin in mest, spoštovane občanke in občani. Najprej bi vam rad čestital v osebnem imenu in imenu države za številne jubileje, ki jih obhajate in nazadnje za občinski praznik. Županu sem zelo hvaležen, da me je nocoj povabil, da izrečem tudi nekaj slovesnih besed. Ko sem ga zagledal pred dvorano, sem mu čestital 870 let. Dobro zgledate, gospod župan, izrečne čestitke. Ko smo že pri izgledu, naj rečem, da je prva asociacija mnogih, ne samo mene, moja pa zagotovo, ko kdo omeni Gonice, urejenost. Slovenija je sploh lepa dežela in mrgoli krajev, ki so lepi. Postaja tudi vse bolj urejena dežela. Zakonice to gotovo velja. In ni bilo naključno, da ste leta dobivali nagrade in odlikovanja v znak priznanja in podpore za urejanje mesta in občine. Ne rečem, da tega ne rečem samo iz protokolarnega vidika. Pred časom sem združil v Zrečah in sem začel pritekel v Gonice in si jih podobil počesti ogledal in zares ni mogoče ujiti enemu čutku, da živi mesto povezano, da je urejeno in da ima neko vizijo razvoja. Spoštovani gospe in gospodje, če se bomo trudili sodelovati in pokazali smo v zgodovini, da smo tega sposobni, tako smo dobili svojo državo. Če bomo ob najbolj vitalnih vprašanjih enotni in nerazkrani, ni treba biti vsak dan, ampak ko bo potrebno, v naslednjih letih, Bog je takrat ni nobenega takega vprašanja, za voljo katerega nas bi moralo danes kot starše, kot državljani, kot pripadnike, kot voditelje skupnosti skrbeti, da je dnevno pripos. Ne glede na zahtevnost, ki se je popolnoma zavedal, sem prepričan, da bomo kos težavam in izzivom in jih bomo vrnili sedem let. V tej luči sem sklenil s tem protokolarnim darilom za slovensko sestavo na nek način izraziti hvaležnost vsem posameznikom ali skupnostim, političnim, znanstvenim, kulturnim in drugim, ki tako ali drugače delajo in se trudijo za to, da se mi kot skupnost povezujemo. Na lokalni ravni, na državni ravni, da gradimo tisto, kar nam je skupno, da tudi zaradi tega gledamo na prihodnost z upanjem in ne strahom. In povabil gospoda župana, da mu v luči praznovanja 870 let
omembe Konic, zlasti pa v času praznovanja občinskega praznika in ob robu praznovanja naše države in domovine, ne 4. stoletnice, izročim to kot izraze hvaležnosti za vaše delo in za delo vseh vaših občank in občanov, da spreminjate lepo domovino, tudi v urejeno domovino in s tem opogumnate vse nas, da v prihodnost gledamo, kot sem rekel, zupom in iskrenejši smo. Predsedniku Republike Slovenije, sledi glasbeni predah in Danijela Burjan, Benjamin Ipavec in vendar enkrat še srce. In že je čas, da podelimo zaslužene nagrade tistim, ki so svojim delom pripomogli k razvoju, prepoznavnosti, promociji, kvaliteti življenja, samozavesti občanov, lastnemu zavedanju naših posebnosti, naših krajev, naše občine. Najprej bomo podelili tako imenovano nagrado občine. In na oder vabim gospoda Tomaža Drofenika, predsednika Moškega pevskega zbora Ivo Štruc, da prejme nagrado občine. V imenu Moškega pevskega zbora Ivo Štruc bi se rad na tem mestu iskreno zahvalil gospodu županu Miranu Gorinčku ter vsem koniškim svetnikom za tako lepo in visoko nagrado, za naše preteklo delo in uspehe ter za našo podporo na naši pevski poti. Hvala. Čestitke nagrajencem, pred nami pa je podelitev občinskih grbov. Najprej podelitev bronastega da prejme bronastimi podelitev. Ja, hvala za to visoko priznanje. To priznanje pa ni sad dela enega človeka, ampak je danes človek lahko uspešen samo za sodelovanjem in timskim delom. Zato bi se z tega mesta rad zahvalil vsem gasilcem gasilske zveze Slovenske Konjice za gasilsko zvezo na čelu in pa tudi županom za podporo, ki jo imam pri svojem delu. Za pravilnimi odločitvami, strokovnostjo, požrtvovalnostjo smo dosegli marsikaj. In tudi v svojih prizadevanjih za nadaljnje delo se bomo zavzemal za dobrobit gasilske organizacije, predvsem pa za dobrobit občanov, ki našo pomoč potrebujejo, ko jo potrebujejo. Posebna zahvala pa vsekakor moji družini in svoji občani. Še enkrat hvala gasilskim pozdravom na pomoč. Čestitke gospodu Ušinu Hlastecu za prejemno priznanje, sledi podelitev
nositeljev srebrnega konjiškega grba. Predsednika območne obrtno-podjetniške zbornice, da prejme srebrni konjiški grb. Obrtna zbornica je zelo vesela tega priznanja. Posebej smo veseli, ker je lokalna skupnost spoznala, kaj vse mora obrtna zbornica narediti za svoje obrtnike. Ta znak nam ogromno pomeni, ogromno pa tudi zahteva naprej za naše dobro nadaljnje delo. Dovolite, da se iskreno zahvalim predlagatelju in vsem, ki ste nekako pripomogli, da smo prejeli ta grb. Hvala. Čestitke za prejito visoko priznanje občine in že smo pri podelitvi zlatega konjiškega grba. Slavko Hren, da prejme zlati konjiški grb. Na oder pa vabim gospoda Boruta Pahorja, predsednika Republike Slovenije, da podeli zlati konjiški grb. Veliko veselje mi je, da je bilo moje delo prepoznano kot vredno zlatega grba občine Slovenske Konjice. V tej priliki bi se rad zahvalil svojim kolegom, doktorjem veterinarske medicine, s katerim vsak dan zdravimo živali in pazimo, da pridelujemo zdravo hrano in varujemo našo občino pred kužnimi boleznimi. Zahvalil bi se rad sedanjemu in pa prejšnjim sklicom občinskega sveta, vsem svetnicam in vsem svetnikom, s katerimi smo vedno zelo dobro sodelovali in vedno na nek način, potem izglasovali takšne sklepe, da imamo danes tako lepo občino, tako lepo od naših lepih ljudskih ljudi. Zahvalil bi se rad tudi članom krajevne skupnosti Slovenske Konjice, pa tudi odboru za podeželje in pa odboru za družbene dejavnosti in vsem tistim, s katerim sem sodeloval. Vedno smo dobro sodelovali in tudi mislim, da smo predvsej tudi uspeli. Vsaj kot posameznik težko kaj narediš, skupaj pa smo močni in to je tudi moja popotnica za naprej. Hvala vam in še enkrat hvala za vse. V nadaljevanju vas bom prepustila mozaiku besede in glasbe z naslovom Iz Konjic v Konvic, v izvedbi dijakov Gimnazije Slovenske Konjice in moškega pevskega zbora Ivo Štruc. Posvečanje jubileju ob 870-letnici prve omembe Konjic v pisnih delih. Gre za kratek sprehod po bogastvu duhovne in materialne dediščine našega kraja. Idejno zasnovo in režijo je pripravila magistrica Mojca Bobnik, zgodovinska besedila je prispevala magistrica Aleksandra Budin, dijaki Gimnazije Slovenske Konjice, Nina Esih, Tomaž Jelenko, Nina Potnik, Ken Patrik Šnidarko, Nika Rebrnak, Maruša Marguč in Špela Rebrnak. Izvedba pesmi, moški pevski zbor Ivo Štruc,
Zborovodja Ivo Kazak. Spoštovanja. Naš mozaik je ljudem vedno dajal upanje, da verjamejo v dobro in jih nagovarjal, naj živijo v zavetju drug drugega. In ravno zato smo zmogli. Prav zato lahko danes ponosno, zravnano in razločno povemo, kjerkoli, kadarkoli in komorkoli, da smo otroci konjiškega rodu. Konica je Najlepši pa je čas, ko žičko